V Ljubljani živi izjemna ženska, ki jo vsi poznamo po imenu Manca. Poznamo jo po smehu, poznamo jo po govoru in poznamo jo po pisanju. Nihče ne zna kot Manca, zmeraj znova ugotovimo. V sredo 3. aprila je bila Manca Košir gostja večera v Splošni knjižnici Slovenske Konjice, ki ga je povezovala Milena Pivec iz založbe Pivec, pri kateri je Manca izdala svojo zadnjo knjigo Žareti upanje. Ko se nekdo skloni k rastlini in se z njo lahko pogovarja in ji želi vse dobro in ve, da bo zrasla, tako se ti obračaš do ljudi. In to se mi zdi nekaj prečudovitega in to pri tebi zelo, zelo občudujem. Viš, Milena, to smo pa ti zdaj spomnili, ampak to je pa res. Mene pa ne boste najdli, da bi pogledala enega človeka in da bi videla v njem najprej nekaj slabega. Ampak, če se le da nekaj dobrega, zlasti s tistimi, s katerimi živim, delam, ker sem študenti in tako naprej. Jaz želim, da moja duša komunicira z dušo sočloveka. Ne s tem, kakšen je on na videz, pa je pameten, pa ni pameten, pa odkot prihaja, ne prihaja. In duša je od vsakega človeka lepa. Vrak so te vzorci, ki smo jih mi podedovali, ne? Moja 98-letna mama, ne? S katero sva imeli danes manjši verbalni dvoboj, ker je prišla Ifigenija po meni in mama rekla, mi je Manca naročila, naj skuham ob 2. Jaz sem rekla, jaz sploh nikoli ne naročam, a veste. Kvečemu, če koga kaj prosim. Jaz sploh ne naročam, ampak ona pa že cel življenje naroča. Ona govori iz svojega vzorca in svoje besede, ne? In mene je samo vprašala, kdaj pridem domov. Jaz sem rekla, ne vem, ker danes smo pa že zasedali proti tema dvema, kako hočejo postaviti za kurjenje odpadkov, ne? A veste, kar pa namesto, da bi odpadke reciklirali, predelovali in se trudili, da jih bi bilo čim manj, bomo zdaj jih celo uvažali, da bomo 2 ogromni, kako se že... Ja, sežigalnice postavili, ki bodo spet ne vem koliko milijonov. Mi bomo pa to uvažali mogoče še celo z Afrike, smeti. Zato, ker to vse biznis in ker so te lobisti v svoj žep toliko pa toliko spravili, a veste, denarja. Pa to je grozno, smo imeli že sestank. Evo, smo že rekli, ne sežiganje, ampak recikliranje. Ampak ne več pivo v plastenkah, tehle, kaj so tistih, ampak v steklenicah, tako kot v starih časih. Ne več mleko v tetrapaku, ampak v steklenicah, tako kot v starih časih. Ne več kisla voda v plastenkah, ampak v steklenicah. Mi prinesemo steklenico nazaj, pa novo kupimo. Tako smo že živeli včasih, poslušajte, pa je bilo vse v redu. Pa smo imeli 10-krat manj odpadkov, pa ne bomo rabili nobene sežigalnice in ničesar. Razumete? In spet to ljudstvo, butasto bodo rekli, pa to je dobro za nas, da ni vaše smeti. Sploh pa manj kupujmo, pa bomo imeli manj smeti. Pa jejmo ekološko, pa imejmo kompost, pa bo še manj smeti. Razumete? In namesto, da bi človeka ozaveščali, da ne bi bil več potrošniško blazen, ampak da bi kupoval z eno mero, da bi hodil z vrečkami, jaz ne znam, ne vem, koliko vrečk sabo, ker napolnim, to pa upatrit, ne, da bi izmeram nove polivini vrečke v trgovinah dobivala in tako naprej, ne, in tako steklenico, kamar zmeram lahko nekaj not nalijem, pa to bi lahko vsak naredil. Smeti bi lahko se vsak naučil ločevati, a veste. Tukaj je treba delati in denar je treba investirati v preventivo, ne pa v sežigalnice. Tako da me sveta jeza spet popadla, sem rekla, jaz bom čisto razumela, če bodo rdeče brigade nastale v Sloveniji, začele bombe metati tem lobistom v njihove vile. Ker imamo že vsega čiza dosti, ampak veste, kaj vam povem, to so že 20 let eni in isti. 20 let že eni in isti. Ne glede na to, kdo je na oblasti, ali je Janša, ali Pahor, ali jaz ne vem, kdo je že še bil, ali Drnovšek. Denar je na oblasti, denar. In to so multinacionalke, ki lepo kupijo. In kaj so zdaj naredile? So že povabile ugledne slovenske novinarje, jih častile z izleti in jim že kažejo te sežigalnice, čudovite na Dunaju in drugje, in oni so že čisto navdušeni nad sežigalnicami.
No, ti si me zdaj odpeljala od lepih. Jaz se bom pa še enkrat vrnila, pa te bom še enkrat poprašala, ker je preveč lepo to tvoje vsakodnevno in vsakično dejanje, iskanje lepega v ljudeh in iskanje dobrega v ljudeh. Še v teh lobistih bi kaj lepega našla. Zanje se pred moje oči postavijo. In potem bi začela razmišljati, lejte, kakšen revež je tale, ne vem, iz tega, kaj imamo, energetskega lobija. Najbrž mu je umrla mama, ker je bil še otrok, potem je oče ga tam zateril, najbrž je imel mačeho in se je moral uveljavljati in ker ni imel nikoli tega občutka, da je nekaj vreden in da je pomemben, se še kar naprej uveljavlja. In zdaj misli, da je pomemben na ta način, če ima jahto, pa če ima vilo, pa če ima, ne vem koga, zaradi mene avione in karkoli. To ni vse skrb nič, veste. Ker sploh, ker mi imamo zgine, veste, ko gremo v grob, vam povem, nobeni niso, nobene jahte sabo in nobenih avionov, tudi nobenega denarja ne. Edino, kar nesemo, je ljubezen, ki jo imamo v svojem srcu. In edino, kar si umirajoči želijo, je, da bi bili ljubljeni ljudje z njimi, da ne bi šli sami. To je vse, vsa skrivnost tega življenja. Pozdravljeni, gospa Manca. Dober večer. Že ko človek pogleda vašo pot izobraževanja in v medijih zasledi vaše vsestransko udejstvovanje, bi lahko rekli, da ste pravi multipraktik. Ja. Pri tem pa ne morem mimo vprašanja, kako vam med vsem tem uspe krmariti? Ja, z lahkoto, zaradi tega, ker življenje je do mene zelo radodarno. In jaz ga sprejemam odprtih rok in objemam, kar mi prinese, pa tudi kar mi odnese. Ker življenje je lepo in je manj lepo in je žalostno in je veselo. In če človek zmore objeti vse to, ima veliko energije, ker ima tako zavedanje, da je slika bivanja veliko večja, kot jo vidi večina ljudi. In ta občutek te brezgrajnosti in te svobode, v katero smo pravzaprav rojeni, je tako enkraten, da ti da veliko moči in veliko energije za bivanje. V kopici negativnih družbenih trendov, proti katerim se borite znotraj stranke TRS, vam uspe ostati pozitivna in optimistična. Imate kakšen nasvet za ljudi, ki iz dneva v dan bolj obupujejo nad prihodnostjo naše družbe? Ja, ta zgodba, ki sem jo že tolikrat ponovila o dveh volkovih, da v vsakem biva volk dobrega in volk slabega. In volk slabega bo vedno našel zunaj sebe neke razloge, kako je grozno in strašno, volk dobrega pa bo vedno našel razloge, zakaj je lepo in čudovito in smiselno živeti. In če pogledamo, kako nam gre dobro v Sloveniji, kljub vsej krizi in strahotnemu trpljenju ljudi, ki so brezposelni in revni, pa vendarle v Sloveniji ni vojne. V Sloveniji imamo vodo. V Sloveniji še lahko živimo, ker imamo hrano, lahko ni take lakote. V Sloveniji je še razvita ta občutek solidarnosti in medsosedske pomoči. V Sloveniji je še dober zrak, v Sloveniji je ogromno gozdov, ki nas lahko preživijo. Skratka, Slovenija je z naravnimi viri in s človeškim kapitalom posajena dežela in je ena najlepših držav na svetu sploh. In jaz tako gledam to Slovenijo in zato se včasih tako razjezim, kadar jo uničujejo tele brezobzirne multinacionalke, profitari in kapitalisti. Ampak ker se tako zavedam, da je več lepega kot slabega in ker imam tako dobre izkušnje z ljudmi, sem polna zaupanja in želim to upanje, upam, da tudi navzven, ker je nekako čutim kot svoj privilegij, pa hkrati tudi kot svojo dolžnost. Veliko sem od tega življenja dobila in moja naloga je, da malce sejem naokoli. Danes ste nam skupaj z Mileno Pivec predstavili novo knjigo Žareti upanje. Je že na vidiku nova? Ja, s Cankarjevo založbo se pogovarjam, da bi prihodnje leto išla hvalnica, in dogovorjeni smo za naslov Hvalnica žalosti, ker ljudje so zelo presenečeni, če jim jaz povem, da bom pisala o žalosti, ampak meni se zdi žalost nekaj tako plemenitega in tako lepega,
tako navdihujočega, tudi zato, ker nas dela skromne in ponižne pred življenjem, in če se znaš okopati v žalosti in jo zares objeti, si veliko bogatejši, kot živiš, če živiš samo po neki površini in v neki iluziji varnosti in ugodja in uspeha. Ne, življenje je veliko bolj globoko in vseobsežno in žalost te na to tako nežno in milo opozarja. Najlepša hvala, gospa Manca, in še enkrat prav lepa hvala za današnji večer. Hvala tudi vam. Bilo je super v Slovenskih Konjicah in jaz sem prav vsako srce začutila, kako utripa, kako smo mi res vsi postali eno. In je kozmična resnica, da nismo ločeni, da smo povezani in prepleteni. In kadar pridejo taki trenutki, da mi to vsi začutimo, to vsakega bogati in vsak nese pol energijo domov, ki lahko traja še ure in ure, mogoče celo dneve. Prav gotovo. Najlepša hvala. Hvala vam, res iz srca.